Smo Infected. in Poslušate? radio Aktivno. aktivno. Po kar nekaj časa k skupini Infected, ta je na drugi strani zdrava. Zdravo. Kaj ste počeli v tem času? Mirovali ali ustvarjali? Ali spreminjali zasedbo? V bistvu vse pomalo. Sprva spreminjali zasedbo, torej mogli smo se navaditi, kako delujemo kot skupina s 4 člani. Potem pa smo v bistvu to koncertno zatišje izkoristili tudi zato, da smo si iz novega prostora naredili v bistvu nek studio oziroma nek tak ustvarjalni prostor, ki nam je zdaj res ljubo ustvarjati v njem in v bistvu še lažje ustvarjamo. Tako da v bistvu že kopičimo nove komade, nov material, ki ga bomo kmalu tudi predstavili tako na koncertih kot tudi v obliki singlov. Kdo ste potem sedaj Infected? Infected smo Jure, Taja, Gašper in pa Katja. Izgubili smo v bistvu kitarista, kajti odpravil se je študirati v Avstrijo in v bistvu je to nam onemogočalo vaje. In v bistvu smo gotovili, da se tudi naše poti malo razhajajo, kar se žanra tiče in to, ampak še vedno ostajamo v dobrih odnosih, ne pomeni zato, da se slučajno ne pogovarjamo. Še vedno nam svetuje, nam pomaga pri kakšnih zadevah, ampak enostavno smo se tudi našli, zdaj tudi kot 4, začrtali neko novo smer, kako bi radi delovali naprej, kjer smer bi šli stilsko in moram reči, da v bistvu zelo super funkcionira vse skupaj. Od kolaža pa je tudi minilo že kar nekaj časa. Predolgo, Mislim, da smo malo zaspali vmes, tako kot si rekel na začetku, potem je sicer prišel še na koncu single Baby, ki je nekako zaobjel to obdobje kolaža in tako kot rečeno, tisti čas mi smo seveda še koncertirali kot peterica, potem pa je prišel čas in za koncertnega zatišja zaradi pandemije in pa hkrati nekako nismo vedeli sploh kako naprej. Tako da zdaj pa vseeno, je že čas, da pride kaj novega. In to je slišati tudi v novi skladbi Brez dotika. Tako. Pesem o končani ljubezni berem. Ja, res je, mi smo tako, dejansko smo se zadnjič pogovarjali in se malo pohecali, da pišemo še samo neke ljubezenske komade in tu je odvisno od tega, gledam to, da naša pevka piše besedila v kakem obdobju je, da tako rečem, teda očitno je zdaj srečno zaljubljena in piše sicer sama neka taka besedila. Čeprav je pesem o končani ljubezni, bi jaz sicer rekla, da je vseeno malo v smislu osebnostne rasti tudi, da vsak konec ne pomeni nujno nekaj slabega, ampak da to tudi zrastemo in v bistvu najdemo nekaj, kaj je mogoče še bolj za nas, se bolj znajdemo v tem. Tako da, čeprav ljubezenska zgodba oziroma žalostna ljubezenska zgodba morda niti ni tako žalostna, kot sem na prvo poslušanje in na prvo prebiranje besedila sliši. Ali to prikazuje tudi retro video? Kar se samega videa tiče, pa smo v bistvu pustili proste roke eni mladi ekipi, s katero smo sodelovali. Načelo je bila to Sara Ivanov in pa Fabris. Ona dva sta v bistvu si nekako zamislila celoten koncept, kako bi video sploh izgledal. Tu smo mi res zaupali njim kot mladim profesionalcem, da tako rečem, da osmislijo celotno zadevo. In v bistvu je voda tisti element, ki nekako simbolizira začetek in konec vsega in to se vidi tudi skozi tale video spot, da je voda vezni element celotnega spota. Tako da je nekaj posebnega video spot, bi jaz rekla. Ni tista neka zgodba, ki bi čez celoten video spot nekaj izpovedovala, ampak je neka nova dimenzija, ki skladbo popelje še nekam drugam. Taja, prej si omenila tudi odre, jih bo kaj? Ja, začne se junija, malo resneje, tako da junija imamo predvidene 3 koncerte. Prvi je v Ljubljani, v Orto baru skupaj s Kovo in Skovanim in pa mlado zasedbo Masaž. Potem pa kasneje nekaj na Ptuju, nekaj v Mariboru, tako da jih pridno nabiramo, bo pa gotovo še več. Bo pa tudi čas za nove skladbe, oziroma je že bil? Bo, kmalu tudi v bistvu pride akustična verzija ravno tega komada, o katerem danes govorimo, torej Brez dotika, ki sem ga posneli na eni prav posebni lokaciji in v bistvu, da zdaj lahko že kar razkrijem, kaj se lahko pričakuje. Snemali smo v tropskem tem vrtu, botaničnega vrta v Ljubljani, tako da se obeta res en zanimiv posnetek. Bo pa ta neakustična sedaj v našem etru, zato za konec, z ali brez dotika? Brez dotika.